Dobar večer, lepo zdrav vsem. Bomo kar pričeli, če slučajno kdo zamoti na moj vodni del, ne bo nič hudega, ne? Pa dajmo začeti približno točno na ta lep 1. decembrski večer, ko v letošnjem letu tudi pozdravljamo našo drago gostjo, Veroniko Škopljanic-Jagodic, ki je tako prijazno nekako se odzvala našemu povabilu, da v tem ciklu Posavje v diplomskih raziskovalnih nalogah predstavi tudi svoje delo, ki je usmerila seveda v naše območje, čeprav izhaja tukaj samo po enem delu, ne? Samo polovično, ne? Da bomo vse po pravilu povedali, ne? Kot so ta razmerja. Ja. Naš cikl je namenjen dejansko našemu območju skozi različne raziskovalne poglede. V bistvu ni zdaj nujno, da je vedno obravnavano Posavje ali pa da v bistvu gre za zelo dediščinsko nalogo. Za nas je pač pomembno, da imajo različni raziskovalci priložnost, da v našem muzeju, v tem okroglem prostoru, kjer lahko misli in besede tečejo dokaj sklenjeno, ne, da imajo priložnost in možnost nam povedati, kaj počnejo. Mi pa seveda, da imamo tudi priložnost in možnost, da kaj več izvemo, ne, in da smo bolj poučeni in da se ta znanja med nami tudi pretakajo. Tako da temu je ta cikl namenjen in nekako zdaj že drugo leto zaključujemo to z vsako leto smo nekako na številki 6, to se pravi približno vsake 2 meseca gostimo to vrstno predavanje in bi vas samo spomnila, kako je bilo letos. 17. marca smo gostili mlado diplomantko naše fakultete za turizem, ki je imela tako zanimivo temo vključevanje kulturnih institucij v turistično ponudbo občine Brežice na primeru Posavskega muzeja Brežice. Nam je v bistvu to zelo pomembno, ne, da nas tudi ta sektor nekako vidi kot pomembne deležnike in da tudi v nas usmerijo svoje raziskovalne poglede. Potem smo 21. aprila gostili Davida Smukoviča z predavanjem Korenine, pogled v družinsko zgodovino. Mogoče poznate Davida, pač te preglede, župniji, Čatež ob Savi, Crkvi ob Krki in seveda tudi, kaj še Brežice, ne? Ne, Sveti Marek, ne. Odloči je Sveti Križ, ne? To se pozavlja, Bog se najbolj slavno, ker... Hvala lepa sodelovkam, ker se me spomnili na rojstni kraj, ki je tudi delno Škofljančev, ne? Tako da zdaj smo vsi povezani, pa bomo tako vsi v Solodu. Dobro, ne Škofljančev, kot Martinčičev. Ne, Hribar je, Bog se smil, še decembra, če bi se dal se potem. 8. septembra smo potem gostili mlado maturantko Škofijske gimnazije Ljubljana, Eliško Škaler, ki je preučevala liturško dvorano gradu Brežice za svojo maturitetno nalogo in zdaj lepo študira na Karlovi univerzi v Pragi. Potem 20. oktobra je z nami kolegica iz Mestnega muzeja Krško, Nina Sotršek, ki je preučevala Zinanski fond iz fototeke Posavskega muzeja Brežice. To smo zato dali v ta čas, ker veste, da takrat v tistem času je bil izdan tudi razglas o izgonu prebivalcev iz našega območja leta 1941 in potem je seveda to trajalo, naš fond pa tudi kar zelo bogat. 10. novembra smo gostili našega kolega arheologa z Krškega polja, dr. Andreja Richterja iz RCSU, ki je o arheologiji starega župnijskega grobišča v Razgovcu pri Krškem nam povedal tudi nekaj novega in sicer, da je ta slavni Urbanč, ki je naredil ta odlično trgovsko hišo v Ljubljani, ne, bil doma z Drnovega, rojen na Drnovem, tako da in zdaj se ukvarja tudi s to družino, ker je povezal s tudi svojim rojstnim krajem. In tako skozi svoje rojstne kraje, pa rojstne kraje svojih staršev ali pa neke povezave, ki so vezane na posamezne lokacije, ne, je s temi Brežice po svojo okrilje vzela tudi mlada zgodovinarka, magistrica zgodovine, ki službuje v Narodnem muzeju Slovenije, tako da tudi to je nekaj zelo pomembnega. In je tako v diplomskem kot magistrskem delu raziskovalo Brežice, tako je napisano kot urbano, trgovsko in obrtno središče,
Zaznamovala je to naše mesto bližina meje s sosednjimi Kranjsko in Koprsko oziroma Hrvaško in zakopala se je v številne vire, tako da in bo to nam tudi predstavila en del svojega dela, ker seveda je to izjemno obsežno in verjamem, da bomo uživali v tem, kaj se bomo novega izvedeli. Torej, draga Veronika, prosim. Hvala. Danes vam bom poskušala čim bolj strnjeno predstaviti Brežice in njihove prebivalce v predmatični dobi. Brežice so v tem času sodile v okvir dežele Štajerske, gospode zemljevid. Sodile so v Celjsko okrožje, bile so središče brežiškega okraja in središče katastrske občine Brežice. Slika je pa na desni strani, na vaši desni strani. Cerkveno upravno pa so zdaj sodile v Levantinsko škofijo, v dekanat Videm in bile seveda sedež župnije Brežice. Tukaj še slika župnije Brežice in škofijske meje. Brežice so bile središče katastrske občine, ki jo je na severu omejevala katastrska občina Šentlenart. Meja je nato potekala s katastrsko občino Črnc, nadaljevala se je z Zakotom, ki se je prilila mejo s katastrsko občino Trnje in se zaključila na skrajnem vzhodnem robu z mejo s katastrsko občino Mostec. Na zahodu in jugu pa je omejevala reka Sava, po sredini katere je tekla meja s deželo Kranjsko. Na območju brežiške katastrske občine so bile sledeče ledine: Legedina, Malo polje, polje Hrastina, Brežice, Brežiško predmestje, polje Dole, Črnsko polje, Kusova Barbina in Trnje. Zemljišča v tej katastrski občini lahko razdelimo na stavbne parcele in zemljiške parcele. Večina stavbnih parcel je bila na območju mesta in predmestja. Na tem vzhodnem delu v sredini vidimo na sliki. Najbolj pogosti tipi za te parcele so bili dvorišče, gospodarsko poslopje in stanovanjske zgradbe. Pogosto so bili zajeti na eni sami parceli. Preostale tipi, kot so cerkev, dvorec, šolska zgradba, mesnica, hlev, opekarna in dvorišče, pa so se pojavili v celi katastrski občini skoraj nekajkrat. Za mesto Brežice in predmestje je iz leta 1843 izpričano, da so štele skupno 20 hiš. Največ iz njih je bilo pritličnih, približno četrtina je imela nadstropje, v večini so bile zidane, krite strešniki, zgolj peščica jih je bila še vedno lesenih ali kritih slamo ali skožanih. Velika večina lastnikov teh stavbnih parcel v Brežicah in predmestju je prihajala z območja te katastrske občine. Prav tako bi lahko na tem mestu poudarili, da je odstotek zemljišča katastrske občine, na katerem so bile stavbne zemljišča, predstavljal razmeroma velik delež celotne katastrske občine, glede na preostale podeželske katastrske občine pokraja Brežice. Na drugi strani pa imamo zemljiške parcele. Različni tipi so na prezentaciji našteti. Največji delež pa so zasedle njive, skoraj polovico celotnega območja katastrske občine. Nekaj imajo pašniki s sadnimi drevesi, reke, zelo pomembne pa so bile tudi poti. Večji izmed njih so vodile v nekatere izmed večjih krajev v bližnji, nekoliko bolj oddaljeni okolici, kot so Sveti Peter pod Svetimi gorami, oziroma danes se kraj imenuje Bistrica ob Sotvi, Celje, Slovenska Bistrica in Zagreb. Te poti so Brežicam omogočale, da so bile
trgovsko in prometno vozlišče svoje okolice. Gospodstvo Brežice, katerega sedež je bil v mestu Brežice, sta v obravnavanem obdobju posedovala grof Ferdinand Adams in po njegovi smrti v začetku 20 let njegov sin Ignaz Adams. Pri gospodstvu so imeli svoj sedež okrajna gospodska, z njo pa tudi krajevno in deželsko sodišče ter politični okraj. Gospodstvo Brežice so bili podložni kmetje, ki so bivali v celskem okraju na Štajerskem in v celskem okrožju na Štajerskem in novomeškem okrožju, ki je bilo na Kranjski strani. Bivali pa so v okraji Brežice, Krško, Kostanjevica, Reichenburg in Bizeljsko. Gospodstvo je na svojih posestkih pridelovalo žitarice, okupatine, bomolice in krmne rastline. Ukvarjali so se tudi z živinorejo, posebej znani so bili po govedu mrtstaljske pasme, ki je veljalo za eno najboljših na Štajerskem. Prav tako so gojili konje, krave, pridelovali so tudi tako imenovan švicarski sir. V lasti je imelo gospodstvo tudi bukove, hrastove in mešane gozdove. Pravico do lova pa so imeli v vsem brežiškem okraju in deloma tudi v Reichenburškem. Pravico do ribolova pa so imeli v vseh potokih okraja Brežice, v Savi, od stare vasi do meje s Hrvaško in tudi v Sotli, kjer so si ribolovno pravico dobili s Hrvaško. Bili so bele ribe, sulce, ščuke, šarenke, smoje v Sotli, pa tudi krape. V kraju Brežice je bilo gospodstvo cerkvenih odvetnih cerkva v Štorbovi, Kapelah, Stromlah, Stolah, Rtičah in cerkve svetega Lorenca v Brežicah. V kraju Reichenburg pa župnijske cerkve v Vidmu, v Bizeljskem kraju župnijske cerkve v Pišecah in v kraju Selnica, cerkva župnij Selnica in sveti Lenart v Zabukovju, ter tem cerkvam pripadajočih podružnic. V bistvu je pred tem cerkvenem odvetništvu šlo v splošnem za branjenje stranke, se pravi cerkva in cerkvenega premoženja. In v primerih, če bi bilo to potrebno, so jih zastopali pred sodiščem. Ni pa imelo gospodstvo patrovatske pravice, ki je v večini zajemala predvsem prezentacijo klerika na določeno mesto. To je pomenilo, da bi, če bi imeli to pravico, predlagali duhovnika za določeno mesto, potem pa bi ga cerkvena inštanca namestila. Magistrat mesta Brežice, na čelu katerega so bili neizprašan župan, izprašan sindik in dva neizprašana svetovalca, je imel nadmeščanje mesta Brežice zgolj civilno jurisdikcijo. Mesto Brežice je smelo voliti mestnega sodnika, dovoljeno mu je bilo imeti 4-letne sejme, grb s piramido, imelo je pravico do broda čez Savo pod mestom. Mesto je imelo vlastne travnike in njive in vrtove, ki jih je dajalo v najem. Pašnike ter gozdove, v glavnem je šlo za Brestove in Jelševe gozdove, pa so meščani pod nadzorskom magistrata skupno izkoriščali. V kraju je bila zbiralnica pisem, leta so po poštni zvezi čez podčetrtek dvakrat v tednu pošiljali v Celje. V mestu so službovali distriktni fizik, okrajni zdravnik, babica, v kraju je bila tudi lekarna. Meščane so z vodo oskrbovali 4 javnih vodnjakov, poleg njih pa je bilo v mestu tudi 8 zasebnih lastnikov vodnjakov, 2 iz njih se nahajalo v Gospodščini Brežice. Policijsko nadzorstvo v mestu so pod vodstvom okrajne gospodske upravili mestni občinski sodnik, 4 četrtniki in sodni sluga. Skromna mestna razsvetljava se je plačevala iz komorne blagajne, iz katere je bil vzdrževan tudi nočni čuvaj. Okraj Brežice je imel tudi lastnega komederca, ki so ga posojali še v Reichenburg.
Pomembno za življenje v mestu so bili tudi predstavniki katoliške cerkve. V Berežicah je v tem času potekalo katoliško bogoslužje, duhovno oskrbo pa sta Brežičanom nudila župnija svetega Lorenca in frančiškanski samostan. Zdaj tle na sliki se malo slabše vidi, ampak tam, kjer so označene s križem stavbe, so cerkve. Najbolj južno je cerkev svetega Lorenca, malo više je potem frančiškanski samostan, ki je že cerkev, najviše pa je cerkev svetega Luka. V obravnavanem obdobju so župnijo Brežice vodili 3 svetni duhovniki. To so bili župnik Franc Albijan, ki je v Brežicah služboval med oktobrom 1806 in oktobrom 1816. Nasledil ga je provizor Jožef Pahor, ki je bil v Brežicah skoraj do julija 1817. Večino tega predmarčnega obdobja pa je v Brežicah bil župnik Ignec Fuchs. Ob njih se je zvrstilo 23 kaplanov in duhovnih pomočnikov. Prvi frančiškani so se v Brežicah naselili leta 1659, 1686 pa je bila njihova ustanova povzdignjena iz rezidenca samostana. Samostan je večji del predmatične dobe sodil hrvaško-kranjsko provinco Svetega Križa. Frančiškani so bili dejavni na številnih področjih. Med ljudmi pa so bili poznani še zlasti po vodenju brežiške šole kot spovedniki in duhovni pomočniki v okoliških župnijah. O različnih vlogah, ki so jih prevzemali, nam prepoveduje tudi seznam patrov in bratov, ki so v letu 1818 bivali v Brežicah. To so bili pater Gvardijan Serafin Koder, samostanski vikar in učitelj na normalki pater Franc Potin, upokojenca pater Jovita Jovijo in pater Eustaki Pober, duhovni pomočnik pater Dominik Kiršner, krojač brat Beno Ebner, kuhar brat Rafael Šuler ter učitelj na normalki brat Alois Deblar. V Brežicah je tedaj obstajala trivialna šola z 2 normalkama, kjer sta poučevala 2 redovnika in župnijski kaplan. Delovala pa je pod nadzorstvom brežiškega župnijskega urada. Za leto 1822 imamo podatek, da je šolo obiskovalo 100 otrok, ki so prihajali iz Brežic, Brezine, Bukoška, Črnca, Šentlinata, Trnja in Zakota. Do začetku predmatične dobe je pouk potekal v različnih zasebnih hišah, nato se je tekom gradnje šolskega poslopja odvijal v frančiškanskem samostanu, po izgradnji šolskega poslopja pa v tem. Šolsko poslopje je, se tudi malo slabše vidi, ampak na zemljišču se nahaja za cerkvijo, župnijsko cerkvijo. Pouk je sprva potekal v 2 razredih, po letu 1829 pa v 3. Kljub temu, da so Brežice v predmarčni dobi gospodarsko bolj kot ne stagnirale, so bile lokalno urbano središče, kjer so prebivalci mesta in okolice prodajali in kupovali. Večinoma se je prebivalstvo preživljalo s poljedelstvom in obrtjo, med njimi je bilo mogoče zaslediti tudi gostince in trgovce. Tako imamo za leto 1822 izpričanih 11 lastnikov točilnic, 7 čevljarjev, 5 sodarjev, 4 kovače in 4 tkalice, po 3 mizarje, krojače, gostilničarje in trgovce, ter po 2 ključavničarja, lončarja, kolarja, tesarja in po 1 usnjarja, peka, produčarja, sedlarja, urarja, rokavičarja, kotlarja, zidarja, usnarja, steklarja, kriznarja, pasarja, mesarja, pivovarja, lekarnarja in ravnocelnika. Približno 20 let kasneje so izdelali podoben seznam, na katerem se ne pojavijo več tesarji, urar, rokavičar, kriznar in pasar, novo pa sta bila v Brežicah tedaj Ciner in Knepar.
Brežice so imele v tem času več učilnic in eno kavarno. V mestu so bile tudi 4 gostilne s prenočišči, imenovali pa so se pri Orlu, pri Soncu, pri Jagnjetu in pri Lajni. V brežiškem okraju je bilo poljedelstvo dobro razvito. V vseh občinah okraja so bili pšenico, rž, ječmen, oves, proso, koruzo in ajdo. V ravninskih občinah, med katere so sodile tudi Brežice, so najbolj uspevali pšenica in koruza. Gojili pa so tudi krompir, repo, peso ter lajn in konoplo, vendar zgolj za domačo rabo. Pogoji so bili primerni za sadjarstvo. Večina sadovnjakov se je nahajala v robovih travnikov in pačnikov, ne kot neka samostojna parcela. Za lastno porabo so predelovali jabolka, češplje, češnje, hruške, kostan in orehe. Prodali so nekaj češenj in breskov. V brežiškem okraju so tedaj redili govedo, prašiče in konje. Posebej znani so bili potem že omenjeni murcitalski paseži, ki so imeli tudi na gospodstvu. Redili so od perutnine kokoši, poranje in gosi. Jajca in perutnino so nato prodali na tedenskih sejmih v Brežicah, delež pa so prodali v Zagreb. V Brežicah so vsak teden potekali sejmi, na katerih so prodajali in kupovali žito, branjevsko blago, mast, perutnino, občasno pa tudi žito navadno lokalnega izvora in deloma les. Poleg tedenskih in nekaterih kramarskih ter žegmenskih sejmov so v Brežicah vsako leto potekali sejmi ob Svetem Valentinu, ki boduje 14. februarja, na ponedeljek po bodu Svetega Florjana, ki boduje 4. maja, ob Svetem Antonu Padovanskem 13. junija, Svetem Lovrencu 19. augusta, Svetem Lenartu 6. novembra in na zadnjo soboto pred Božičem. Na tak dan se je v Brežicah med 11. uro dopoldne in 3. popoldne zbralo veliko ljudi, staro je med 60 in 80 stojnic. Na teh sejmih so prodajali kramarske izdelke in še zlasti govejo živino. Zdaj pa, če pridemo od nekega splošnega življenja do dogodkov, ki so zadevali posameznike, prav vse posameznike v Brežicah, zlasti jih opisujejo matične knjige, še posebej krstne in mrliške, poročne, pa zgolj tiste, ki so se poročili. Kot prve omenim krstne matične knjige, v njih so podatki, ki prinašajo različne podatke o krščencih. V tem času so bili vsi otroci krščeni. Na začetku je podatek o imenu in priimku otroka, ki je bil krščen, ter v kraju, ki je bil rojen oziroma njegovem domu, ter v datumu. Potem sledijo podatki o starših. V drugi polovici obravnavanega obdobja se pravi tudi podatek o babici, ki je novorojenčku pomagala na svet. Potem so podatki o botrih in o duhovniku, ki je otroka krastil. Naslednje na vrsti so poročne matične knjige, ki nam prinašajo podatke o mladoporočencih, datumu poroke, starših, pričam ter duhovniku, ki je mladoporočenca poročil. V drugem delu obravnavanega obdobja so podatki vedno bolj zgoščeni, lahko tudi vedno bolj natančno opredelimo kraj, odkoder sta mladoporočenca izbirala za začetek tega obravnavanega obdobja, to nažalost ni mogoče. Kot zadnje pa so na vrste mrliške matične knjige. V njih je zabeležen datum pogreba, sledijo naslov pokojnika in njegovo ime. To sem prej pozabil povedati, vseh teh matičnih knjigah je zabeležena veroizpoved posameznika, ki je lahko katoliška ali pa ne katoliška v Brežicah, je v bistvu šlo za katoliško veroizpoved. Podatek, ki nam ga še mrliška matična knjiga izdaja o posameznem spolniku, so spol, starost,
Duhovniki so večkrat navedli tudi bolezen oziroma način smrti, pri čemer je treba poudariti, da pač ni šlo za neke strokovnjake z medicinskega področja, tako da je treba te podatke imati malo z rezervo. Med letoma 1813 in 1848, ki sem jih obravnavala v tem delu svojega raziskovanja, se je v Brežicah v župniji svetega Lovrenca rodilo oziroma je bilo krščenih skupno 1948 otrok. Poprečno je bilo letno krščenih 54 otrok, vendar pa so obstajala leta z vstopanjem tako navzgor kot tudi navzgor. Na tem grafu je označeno nihanje rojstev v posameznih letih. Vijolična črta najbolj zgornja opisuje za vsa rojstva skupaj, zelena opisuje okoliške vasi, modra mesto in rdeča predmestje. Najbolj se bliže nihanju vseh rojstev krivulja vasi, ki pa v bistvu tudi predstavlja večji delež rojstev v župniji. Na začetku lahko spremljamo nek vrh števila rojstev, potem upad v letih 16 in 17. V tem času je na Slovenskem prišlo do nekaj zaporednih slabih letin in lakote. S tem povezujemo ta upad rojstev. Opaziti ga je tudi v številnih drugih župnijah na Slovenskem v tem času. Potem lahko opazimo, da se je trend števila rojstev obrnil navzgor. Od začetka 20 let pa do konca 30-ih je število rojstev rahlo padalo, oziroma trend rojstev rahlo padal. Opaziti so se vse nihanja od leta do leta. Nato so se številke ponovno obrnile navzgor. Opazujemo pa lahko ritem porodov tudi ne le zgolj v posameznih letih, temveč znotraj enega leta oziroma glede na mesece. In z njimi povezana nihanje števila spočetij, ki so pač samo v 9 mesecev zamahnjena. Opazimo, da je bilo največ rojstev v januarju in potem postopno upadanje z najnižjim delom rojstev v juliju in avgustu in nato ponovno porast. Ta krivulja se v bistvu ujema z neko splošno krivuljo, ki je bila prisotna v celotnem slovenskem podatek, ki je zabeležen v matični knjigi krstni, pogosto je tudi, da je šlo za nezakonskega otroka. V Brežicah so taki krsti nezakonskih otrok predstavljali približno 16% vseh krstov v tem obdobju, kar je nekoliko nižje od deželnega povprečja, ki se je na Štajerskem v tem času gibalo nekje med 20 in 25%. O nezakonskih otrocih je redko izjemo, kdo so bili njihovi očetje. Približno 10% je takih krstov, kjer so zabeleženi očetje, pa poudariti treba, da gre pri večini teh za otroci, ki so bili kasneje pozakonjeni, se pravi, da se je mama poročila in so te njihovi možje priznali otroka za svojega. Pri nezakonskih otrocih lahko opazimo tudi, da je šlo v velikem deležu za predstavnice nižjih družbenih oblasti, ker so bili večkrat zabeleženi tudi podatki o stanju teh mater. Največkrat je šlo za kmetice oziroma kmečke hčere, potem nekaj je bilo tudi hčera meščanov, dekelj, kostačk, kajževic in tako naprej. Ni pa šlo zgolj za tem. Recimo med temi se pojavi tudi hči upravnika na gospodstvu Brežice. Pri botrih nezakonskih otrok je ponavadi šlo za posamezniki, ki so bili nekoliko nižje na socialni lestvici kot botri povprečnega otroka. Je pa spet treba poudariti izjemo, recimo tele hčere upravnika na brežiškem gospodstvu, ki je imela vseeno prominentnega botra za svoje nezakonske otroke. Ugotavljamo lahko tudi, katera imena so bile najbolj priljubljena v tem času. Gotovo je Marija absolutna zmagovalka.
Drugače pa so bila najbolj priljubljena ženska imena Marija, Ana, Neža oziroma Agnes, Uršula, Jožefa, Frančiška, Terezija, Friderika, Katarina in Antonija. Med moškimi pa so bila najpriljubljenejša imena Janez, Franc, Jožef, Martin, Anton, Mihajl, Andrej in Karl, pa tudi Matija in Ignaš. Kaj je botrovalo izbiri določenega imena, težko enoznačno odgovorimo. Pod drobnogled sem vzela leto 1820, ko je bilo v tem obdobju rojenih največ otrok. Za približno polovico otrok lahko ugotovimo, da so bili poimenovani po pomoč svojih bližnjih, se pravi v enem izmed staršev ali dvotrih. Opazen je tudi trend, sicer manj, da je več otrok dobilo ime po določenem svetniku v mesecu ali dveh pred vodom nekega svetnika. Izbira botra je bila pomembna tudi v predmarčnih Brežicah. Družine so na ta način sklepala neke vezi, s tem so upoštevali družbeni položaj in ugled, ki so ga imeli znotraj skupnosti. Za bolj zaželene izbire so veljali posamezniki, ki so se ukvarjali s poklici, ki so bili mojstri oziroma obrtniki, zaposleni na gospodstvu, pa tudi bogati kmetje. Ugotovimo lahko, da so se posamezne socialne skupine med sebojno nekoliko razlikovali tudi v socialni strukturi izbranih otrok. Kmetje so botre svojim otrokom običajno poiskali med drugimi nekoliko premožnejšimi kmeti in obrtniki, vendar ti obrtniki niso nikoli navedeni kot mojstri. Kot botri meščanskih otrok so navedeni predstavniki meščanskih poklicev, naprimer obrtniki in trgovci ter zaposleni na gospodstvu. Botri nezakonskih otrok so bili nekoliko nižje na socialni lestvici od botrov povprečnega zakonskega otroka, kot sem že omenila. V splošnem pa so starši izbirali botre, ki so bili iz enakega ali nekoliko višjega socialnega okolja od njih samih. V Brežicah so tudi običajno za botra izbrali par, ki bil med seboj v zakonskem ali sorodniškem razmerju. Kaj pa ne velja za druge kraje, s katerimi sem primerjala Brežice. Naslednje so pa matičnih knjig, ki odslikavajo pomembne menite v življenju posameznika so poročne matične knjige. Da je bilo to za Brežičane in prebivalce okolice zelo pomembno, priča tudi poročilo, ki ga je zapisal uradnik brežiškega gospodstva in zatrdil, da Brežičani, citiram, po porokah in pogrebih veliko pojedo in popijejo, še zlasti pri prvih gostija na ženinem in ženinovem domu pogosto traja polnih 8 dni. V bistvu podobna poročila o večnimi slavih na nevestnem ženinovem domu se pojavljajo tudi z začetka prejšnjega stoletja. Poroka pa v tem času ni bila zgolj ljubezenska zveza, njena osnova je bila v večini primerov predvsem gospodarska, v razmerju pomembnosti med njima pa je težko podati natančne sklepe. Na leto se je v brežiški župniji Svetega Lorenca poročilo v predmarčnem obdobju povprečno 11 parov. Tukaj vidimo na tem grafu gibanje števila porok. Na začetku v tem obdobju se giba nekje okrog povprečnih 10-11, potem je opaziti izrazit padec v začetku 20 let in potem vrnitev na povprečje oziroma v bližino povprečja in višek v začetku 40 let. Ta padec v začetku 20 let je bilo opaziti tudi v drugih krajih Slovenske Štajerske in na Kranjskem. Povprečna starost ženinov, ki so izhajali župnije Brežice, je bila v poroki nekoliko več kot 31 let, neveste pa so v povprečju 27 let. Bolj pomemben za raziskovalce pa je podatek o starosti ženinov in neveste v času prve poroke, ker je večkrat prišlo do ponovnih porok.
Podatek za starost v prvi poroki pa je zaženjene okrog 28, za neveste pa 25,5. Na podlagi tega lahko uvrstimo Brežice v zahodni, oziroma prebivalce Brežic pod zahodnoevropski poročni vzorec, kjer so se poročali nekoliko starejši. To je bilo tudi običajno za ta poročni vzorec, da so imeli nekoliko nižje število otrok kot v vzhodnem tipu. Bistveni vpliv na sezone sklepanja zakonov znotraj koledarskega leta sta v tradicionalnih družbah imela liturgični in agrarni koledar. Prvi je prepovedoval poroke v času posta in adventa, tempo drugega pa sta narekovali količina dela na polju in količina živil, ki so bila na polju v določenem delu leta. Na podlagi teh ritmov so se oblikovali tri poročne sezone. Predpustni čas, to je dalje višek, ki lahko opazim, čas tik po veliki noči, to lahko opazimo tukaj, in čas pred adventom, se pravi dalje višek v novembru. Temu, kot lahko vidimo, so lepo sledili tudi v Brežicah. Pri tem lahko opozorim še na to, da je bil vpliv ritma agrarnega koledarja močneje prisoten v podeželskih oziroma v vaških skupnostih, v Brežiški župniji kot v mestu in predmestju. Potem pri ponovnih porokah lahko povemo, da je pač smrt odraslega člana družine pomenila hud pretres za družino. Še zlasti je bila to težavna situacija v družini z majhnimi otroki, kjer je bilo navadno potrebno čim prej zapolniti vrzel, ki jo je za seboj pustila smrt očeta ali matere, saj je bilo potrebno vlogo, ki jo je imel pokojni opravljati dalje. Poroki, kjer je bil vsaj eden izmed zakoncev vdovec, so predstavljale dobro tretjino vseh porok v župniji v obravnavanem obdobju. Tekom posameznega let se število teh porok ni bistveno odstopalo od nihanja vseh porok v župniji. Opazimo pa lahko, če primerjamo poroke dveh samskih s porokami, kjer je vsaj en od zakoncev vdovec, da sicer krivulja se v svojem osnovnem nihanju ne razlikuje, bistveno razlika je zlasti tam pri porokah, ki so bile sklenjene v marcem in oktobrom. Pri zakonih, kjer sta tako ženin kot tudi nevesta v matični knjigi navedena kot samski osebi, je bila v teh mesecih sklenjena približno četrtina porok, se pravi med marcem in oktobrom, medtem ko so pri porokah, kjer je bil vsaj eden izmed zakoncev vdovec, te poroke predstavljale skoraj polovico vseh porok. Verjetno je tu poglavitno vlogo igralo dejstvo, da je družinska celica za preživeti potrebovala tako gospodinjo in mater, kot tudi pomoč pri fizično zahtevnejšem delu. Kot zadnja posebnost bi predstavila proti izven meja župnije. Bolj natančne podatke imamo za leta od 1827 do 1848, ko so v knjige začeli natančno zapisovati kraje, odkoder sta izhajali ženin in nevesta. V tem času je bilo sklenjeno povprečno 7 tako imenovanih eksogamnih zakonov na leto. Večina zakonskih partnerjev brežiških župljanov, ki niso izhajali iz domače pare, pa je v tem času prihajala iz bližnjih župni, predvsej jih je bilo širšega štajerskega in nekoliko manj krajinskega prostora. Nekaj jih je prihajalo tudi z druge strani reke Sotle, posamezniki pa so prihajali tudi iz bolj oddaljenih krajev. Med brežiškimi parani, ki so svoje poročne partnerje poiskali izven meja domače župni, se kažejo razlike med spoloma. Skoraj polovica nevest je za moža vzela nekoga iz sosednje župnije, medtem ko je to isto poročno strategijo ubrala le četrtina moških, ki so se poročali v bistvu malo dlje izven župnije. Brežiški župljani so se torej tudi v primeru eksogamnih porok
v večini poročali znotraj svoje socialne skupine. Zakonskega partnerja si je izven meja domače župnije poiskala približno tretjina vseh vaščanov in približno polovica prebivalcev mesta Brežice in njihovega predmestja. V bistvu je to tudi bolj značilno, da iščejo poročne partnerje iz bolj oddaljenih krajev za mestno prebivalstvo, kot za vaško prebivalstvo na splošno. Razlika med mestnimi in vaškimi eksogamnimi porokami je tudi v tem, odkot prihajajo zakonci od drugod. Pri vaseh oziroma vaških župnijah gre v veliki meri za sosednje ali pa le nekoliko ležeče kraje, medtem ko je pri župnijah, ki so postavljene v urbana središča domet poročnega trga, če tudi gre le za posamezne primere bistveno širši. V obravnavanem času so živeli v tesnem stiku s smrtjo. Smrt otroka je bila pogosta in v določenem odstotku skoraj stvar nujnosti, medtem ko je smrt zadela zmožnega odraslega človeka močno posegla v življenje družine. Kot smo lahko videli, je bila potreba potem, da so večkrat hitro se ponovno poročili in domestili brez del jasno vidna na primeru vdovskih porok. Prav tako je v tistem navedku o tem, kako so obeleževali poroke, so menili tudi pogrebi kot izpostavljeni dogodki, ki zadevajo večjo in širšo skupnost. V celotnem obdobju, ki sem ga obravnavala, je v Brežiški župniji bilo pokopanje 1986 ljudi, kar znese povprečno 57 posameznih pokopov na leto. Na tej tabeli je prikazano nihanje števila smrti v posameznih letih. Prvi višek smrti v župniji Brežice lahko opazimo v letu 1814 in sledimo ta višek v letih 1816 in 17, ko je bila, kot že večkrat omenjeno, na Slovenskem Lakota. Potem se število smrti zniža in pade nekako pod povprečje oziroma se giba blizu njega. Naslednji višek pa je opaziti tukaj v letih 1829, 31 in 32. Na splošno na Slovenskem tega viška ni zaznat, je bil pa zaznan na Bizeljskem in v Samoboru, tako da očitno gre za nek lokalni pojav, prav gotovega razloga nisem našla. Tudi tiste, ki so raziskali, s katerimi sem primerjala brežiške podatke, ne navajajo nekaj crknih vzrokov za te viške. Nato se število umrlih spet zdiga povprečja. Povprečna starost vseh upisanih umrlih ob smrti je bila zgolj 32 let in pol, vendar pa to ni najbolj poveden podatek in sicer če pogledamo starostno sestavo umrlih, je bil odstotek umrlih do 5. leta strašno visok primerjavi z današnjim časom. Tako da, če v bistvu zračunamo povprečno starost umrlega odraslega, pridemo na starost 51 let. Je razlika kar precejšnja. Sicer pokaže starostna sestava umrlih neko tipično sliko slovenskega ozemlja v tem času. Daleč največ smrti je bilo zabeleženje v skupini otrok do 5. leta starosti. Število smrti je na to znatno upadlo in bilo najnižje v skupini od 10 do 20 let. In na to počasi ne posebno naprimerno naraščalo do starostne skupine 60 do 65 let in potem na to znova upadlo. Potem je šlo pač seveda zato, da je bilo manj posameznikov, ki bi dočakali recimo 90 in 95 let. Zato tudi število teh smrti ustrezno nižje. Pri teh smrtih do 5. leta se izoblikujejo nekako različne skupine, zakaj lahko sklepamo, da je do smrti prišlo. Pri tistih, ki so pri dojenčkih, ki so umrli do 1. leta, do 1. meseca življenja,
je v večini primerov šlo najverjetneje za zapletom nosečnosti ali tudi porodu. V starosti med 1 in do 12. meseca pa večinoma matične knjige navajajo bolezni, ki so se jih lahko dojenčki nalezli od starejših sorojencev ali staršev. Potem po prvem letu pa začnejo prevladovati tudi tipične otroške bolezni. Seveda pa pač, kot pri ostalih prelomnicah, lahko tudi pri smrti opazimo nihanje znotraj nekega koledarskega leta. En višek smrti je ta zimski do zgodne spomladanski, drugega pa lahko opazimo konec poletja, začetek jeseni. Prvega, se pravi tega zimsko-spomladanskega, povezujemo z boleznimi dihal, srca in ožilja. V tem času so predvsem odrasli pogosto umirali. Pomemben dejavnik v porastu teh zapletov zdravstvenih pa so bila tudi slabo ogrevana bivališča, temperaturam neprimerna oblačila in posledična izpostavljenost mrazu. Pomembno vlogo pri tem pa je še zlasti ob koncu zime in začetku pomladi v več primerih imelo pomanjkanje zalog hrane in s tem povezana izčrpanost. Sekundarni višek števila smrti v juliju, avgustu in septembru, pa lahko povežemo s poskokom umrljivosti dojenčkov v teh mesecih. Še zlasti pogosto so umirali novorojenčki, katerih matere so bile v tem delu leta pogosto fizično izčrpane zaradi napornega dela. Pri majhnih otrocih pa so bile pogosto vzrok smrti tudi črevesne bolezni, ki jih lahko vsaj določeni meri pripišemo v hranjenju, še zlasti poleti pogosto s pohvaljenim kravim mlekom. Da zaključimo še malo bolj spodbudno smrti. V virih, ki sem jih obravnavala, se pojavijo tudi različni opisi Brežičanov strani njihovih sodobnikov. Kot prvi je naveden citat Karla Šmuca, ki je avtor dela Historisch-topografisches Lexikon von Steiermark, oziroma Historično-topografski leksikon Štajerske, ki ga je izdal v tem predmačnem obdobju, ustavil pa se je tudi v Brežicah. In v njih zapisal, citiram: "Tukajšnja okolica je, moram reči, povsem ne štajerska. Ljudska noša se precej razlikuje od bližnje Štajerske. Toda nekaj pravih Štajercev, ki jih bližnja meja ni pokvarila, mi je naredilo Brežice prijetne in zanimive." Konec citata. Opisal je na podlagi tega, da so v njegovem obisku prišle tudi ženske iz župniji Brežice in dobila v svojih slovesnih oblačilih, kakšna je bila noša teh krajev. Njemu se je sicer zdela starinska in brez okrasja in da je ni oblikovalo nič posebnega. Opisal je pa tako, da je bila celotna obleka iz ene od vratu do peta dolge drobno nabrane srajce, ozkega predpasnika, ozkega usnjenega pasu s kositelnimi zaponkami, ženske so imele na glavah peče. Vse je bilo belo in doma narejeno. Druge neštajerske prebivalce, o katerih je govoril Šmuc, so opisali tudi nekateri drugi sočasni viri. Orisali so jih večinoma kot preproste in nagnjene preseljačenje. Vsi so razlog za to iskali v vinu, ki ga je bilo v teh krajih na pretek. Nekje je tudi zabeležen podatek, da so vino prodajali, zlasti na Krajinsko, okolico Ljubljane in na Gorenjsko. Sami pa so zaradi ugodnega razmerja davkov kupovali in pili tudi uvoženo italijansko vino. Poleg dostopnosti žlahtne kapljice pa je uradnik brežiškega gospodstva ugotavljal, da
domačine za nevarnost od pregrehov vabi tudi bližnja meja, ki kar kliče po tihotapstvu. Pri tem je pod tihotapsko blago izpostavil tobak, tako za ljubanje kot tudi kajenje. Na to vrstno radoživo življenje pa niso bili imuni frančiškani. V virih se najde primer patra Andreja Petroleta, ki je tedanjemu videnskemu dekanu priznal, da je bil povabljen na 2 kmečki svadbi, na pustah pa se je našemil Turka in plesal do pol 1 zjutraj, ker je pač bilo to za patra, ker preveč razposajeno, so sledile seveda posledice in preveštene druge samostanje. Torej, če povzamem, o Brežicah lahko v predmarčni dobi govorimo o nekem urbanem središču, kljub temu, da zaznamo v njem neke ruralne elemente. To lahko vidimo na podlagi gospodarske dejavnosti. Brežice so bile upravno in cerkveno središče svoje okolice, pa tudi na podlagi poročnih vzorcev lahko sklepamo, da so Brežice kot mesto delovali kot neko urbano naselje v primerjavi svojih deželskih okolicah. Hvala za pozornost. Škofljana z Jagodice, da še ta dan, prvi dan porodniške, če sem prav razumela, ali pusta kakokoli, preživela v Brežicah z nami in z enim skromnim daricem se tudi močno zahvaljujemo. In se veselimo novega sodelovanja. Že prosili za zavir, pa še zakaj ne. Tako, jaz vas pa lepo prijavno vabim na